sledimo PCT protokolu. Mi jih pač nimamo zaradi tega, da se lažje razumemo, oziroma da nas tudi vi lažje razumete. Tako da bi vas prosila, če lahko samo date maske gor. Zdaj bomo začeli v bistvu kot uvodni dogodek. Imamo v bistvu uvodni dogodek dvodnevnega dogajanja, ki se imenuje Kreativni impulsi industrijske dediščine. Bomo v bistvu začeli kot predstavitev fotoeseja, ki ga v bistvu vsi lahko dobite, ker je v bistvu ena brezplačna knjižica, ki sta je skupaj naredila Janez Klenovšek in Simon Žlahtič. Simon Žlahtič je zgodovinar umetnosti, ki v bistvu ima, kako bi rekla, pester življenjepis. Potem mogoče ena od kar zanimivih stvari za poudariti je, da sodeluje pri Gestru v Mariboru in v bistvu pogosto dela interesne safarije za rezidenčne umetnike na obisku. Torej se pogosto sprehaja po Mariboru in raziskuje njegovo zgodovino iz zelo različnih plati. V tem smislu je tudi ta projekt, ki se imenuje Relikti industrializacije, v bistvu začel kot ena raziskava Maribora skozi njegovo industrijsko zgodovino. Pri tej raziskavi mu se pridružijo fotograf, ki je tudi deluje v društvu Glas podzemlja, Janez Klenovšek, ki pogosto sodeluje s številnim kulturnim organizacijama v Mariboru in je v bistvu imel en nabor samostojnih in skupnih razstav in sta se v bistvu odločila iti skupaj v ta projekt, ki na nek način konča kot en fotoesej oziroma fotografije, govore eno vrsto zgodb o mariborski industrijski dediščini. Torej, za začetek bi v bistvu vprašala oba, kakšna je bila vaša, kako bi rekla, s čem ste prišli v to, kaj vas je mogoče najbolj zanimalo, ko ste začeli delati, pa kaj vam se potem izpostavilo, da je ta smer, v katero trebate iti. Hvala, Elena, za lep uvod. Jaz bi v bistvu rekel, da na začetku je bilo v bistvu kar zanimivo, kako temu v bistvu pristopiti na nek način, neke drobce, rečemo temu industrijske zgodovine oziroma dediščine Maribora. Vsi poznamo, vsi smo mogoče imeli vsaj dedka, babico, ki je delal mogoče v kakšnem industrijskem velikanu. Na nek način tudi lahko bi temu rekli, da identiteta Maribora je nekako vedno znova poudarjena, da je nekako se zgradila na tej industriji. In tudi, ko sva se lotevala projekta z Janezom, sva rekla na nek način, da ne bova iskala neke idealne industrijske arhitekture, da ne bova iskala samo neke zgodovinske, dokumentarne stvari. Veliko je že na to temo v bistvu bilo narejeno, pa konec koncev tudi najin projekt niti ni bil mišljen, da dokumentiramo samo neko izvorno stanje, ampak da mogoče poiščeva, kaj se pravzaprav dogaja s to dediščino, ali še bolje rečeno, kako pravzaprav danes živi, v kakšnem kontekstu, v kakšnih barvah. Tako da tudi, ko sva z Janezom šla na teren, je mogoče marsikaj presenetilo na nek način, kljub temu, da poznava območje. Ko me je Simon v bistvu povabil k tem projektu, smo v bistvu najprej mi je predstavil idejo, jaz sem poznal približno, nisem pa tudi sam nikoli ne tako raziskoval tega. Teda v bistvu prvič, ko smo se dobila, smo šla skozi, kako si je zamislil te stvari, kako to vidi, mislim, je tudi malo zgodovino predstava, te industrijske kulturne dediščine. In potem sem v bistvu naslednji dan, mislim, malo kasneje, na to smo v bistvu me peljal en tak džiro, smo šla okoli vseh objektov, da sem v bistvu dobil tudi malo takšno sliko, kako v bistvu prav zgleda, ker se pravim, sam neke predstave nisem imel celo neke stvari,
Ko sva šla, sem prvič v bistvu videl, ne, čeprav se že dolgo potepam po Mariboru, tudi kot fotograf, pa tudi sam, ampak naprimer je eno cerkev, sploh nisem vedel, da imamo naprimer tu v Mariboru. Teda so neke stvari kar presenetile, sploh tudi ko sva šla prav po teh samih objektih, je bilo ful dosti nekih stvari za mene nevidenih. In v bistvu mi je potem, ko mi je vse to v bistvu razkazal, mi je dal v bistvu proste roke, da vidim tudi proste roke, da lahko sam to, kaj vidim, tudi potem zajamem. In v bistvu potem sem se v bistvu sam vrgel na ta prostor in sem ga nekako probal, čim bolj, ne za preveč ne abstraktno, tudi ne preveč za umetniško, da ne bi zdaj nekako preveč, tudi tako je rekel, sam estetizirala te zadeve, ampak da jih pustimo dokaj surove in takšne, ko so v tem času in prostoru. In v bistvu potem tak sem se v bistvu čisto po neki svoji intuiciji sem se spustil na neki, da se rekel, vizualni trip, ki sem ga potem skozi sekvence zajemal. Tako kot sem tudi hodil sam po prostoru, sem v bistvu tudi tak zajemal. In je v bistvu kar taka neka dokaj spontana serija, ker nisem kaj dosti razmišljal, nisem imel tudi nisem sam nekega zgodovinskega full backgrounda, da bi se obremenjeval s tem, ampak sem v bistvu res kaj mene kot samega fotografa vizualno pritegnil v tej poti. In tako je nastalo v bistvu nekaj kar ogromno slik in meni se zdi, da na koncu, pa tudi v bistvu nekaj smo si zastavili cilj, da bi bil triptih. In moram reči, sam, ko sem sam fotografiral, nisem toliko razmišljal o tem triptihu, ampak se je nekako zelo organsko potem se skupaj sestavilo. Ko sem šla skozi, ko sem imela neki nabor fotografij, ker je kar dosti, sem jih naredil in nekako potem se je zelo lepo ta zgodba začela sestavljati. Mislim, definitivno mi je v backgroundu pomagalo to, kaj mi je Simon dal za neke informacije, da se naže izhaja. Mislim, da mogoče bi drugače malo preveč brez glave v teh prostorih, pa mogoče bolj, ne vem, ampak je v bistvu potem kar nekako lepo ta zgodba se neko celoto postavila, ker je tudi sam na koncu samega sebe me je presenetilo, kako se je to sestavilo. Mislim, da je tudi zelo lepo v bistvu potekalo, na nek način smo si ogledali te lokacije, potem so na nek način nastale te fotografije in potem smo v bistvu tudi na nek način iskala, ne? Ker konec koncev ogromno je objektov, ogromno je detajlov, marsikaj se, mislim, če bi sedaj ponovila, to serijo bi sigurno nekaj popolnoma drugačnega nastalo, je pa na nek način tudi ta triptih, mislim, da zelo dobro izpadel zaradi tega, ker sva na nek način vsaka za sebe, vsaka fotografija mogoče niti ne pove toliko, smo poskušala ravno za temi triptihi na nek način poudariti neko lokacijo in pokazati mogoče par različnih obrazov iste lokacije, ne? Tako da v bistvu tudi ta triptih prej deluje kot celota, mislim, kot pa posamezna fotografija. Ne? Ja, pa tudi lepo si videl neka prepletanja samih stavb in samih zgrad, v bistvu, kako je v bistvu vse nekako vizualno povezano, tudi sama ta okolješčina. Ne? Tako rekel Simon je že dal neke smernice glede stavb, točno, da sem približno vedel, ker je se ogromno tega, tako v tem bila, mislim, cel dan fotkal na eni isti lokaciji, tako sem imel v bistvu malo manj dela, ker sem se navedel približno, kam tudi Simon v bistvu želi iti z to svojo vsebino in z vsem tekstom in to, kar je on kot glav vizualizirano. Že teda sem v bistvu njegove ideje potem probal skozi svoje, potem neko celoto postavil. Meni se tudi zdi zelo zanimivo, da ste se prav odločila za triptih. Mislim, da bi mogoče bilo zanimivo, da mogoče na primeru kar te fotografije, da v bistvu izvemo malo več o tem, kakšni so to prostori in na kak način jih lahko v bistvu povezujete en z drugim. Ker ko jih recimo tako vidite, v bistvu ne vem, če vam je prvi pomislek ravno industrijska dediščina. Pa ali ne vem, ali kdo iz publike v bistvu prepozna takoj, za katere prostore gre. Ja, v bistvu gre za železničarsko kolonijo, mogoče kakšni keglači poznajo še bolj te prostore. No, v bistvu je bilo tudi na začetku, mogoče to lahko poudarimo, seveda smo tudi ta format razvijala. Ideja je bila mogoče na začetku, da bi poiskala predvsem tudi ljudi, ki še imajo stik z temi prostori. Ne? Bodi si sedajni uporabniki, mogoče še kdo, ki še od prejšnjih časov delal v teh objektih ali pa jih nekdo še uporablja. Ne? In tudi to si verjetno želela slišati. Na nek način je vseeno ta serija razdeljena nekako na ta skrb za delavstvo sociala, ki v bistvu vključuje ravno te delavske kolonije, naprimer društveno življenje, ki ga naprimer ta triptih na nek način poudarja. To je v bistvu keglišče železničarsko
lokomotiva v železničarski koloniji pri TVT-ju, potem na drugi strani so seveda industrijske hale, industrijska dediščina in pa seveda potem različni segmenti, to se pravi, da smo želela zaujeti vse te velikane, kot so Metalna, TAM, MTT in pa Boris Kidrič kot ena ta večjih, rečemo da, igralcev v zgodovini industrijske dediščine. Ravno ta triptih, v bistvu, ko sva se približala tem objektom, je v bistvu zelo zanimivo, ker je, ne vem, če ste že bili prav pri kegljišču, ampak je na nek način kot neka oaza med, to se pravi, to železničarsko kolonijo, na drugi strani še vedno železničarske delavnice in pa potem proti, rečemo da, severozahodu še v bistvu območje bivšega TVT Boris Kidrič in not je dejansko še tenis igrišče, v bistvu prostori za piknik, velika zelena površina, kegljišče in pa tudi neke nove stvari, kot so, mislim, da taekwondo, klub ljubiteljev motociklov in podobno. In tudi, ko sva prišla v bližino, sva na nek način vseeno bila kot vesoljca, malo sva postopala naokrog in srečala enega gospoda, ki najo je na to tudi prijazno povabil v notranjost, nam razkazal prostore in ker sva se tudi dogovorila, da naslednjič prideš sam tudi fotografirati. In ta drugi del zgodbe pa mogoče boljše, da ti poveš, ne? Tako, ja. Ko sem šel v bistvu v te prostore, sem malo začel, mislim, on me je zelo lepo sprejel, mi je se pokazal, celo sem lahko še prišel tudi odzadaj, ko vidite na prvi fotki, da sem lahko šel še odzadaj ven in potem v bistvu tudi prišel ta plac, ker ga pisem na začetku prvič nismo videla, da mi še odprl zadnji fot, da sem lahko kot zajel nekako po celotni dolžini to kegljišče. Jaz mislim, ko sem sam dan fotka, sem potem še 3 ure preživel, ker je tako zelo živahno, res tam notri, v bistvu to konstantno neke zgodbe so padale in tudi tam sem srečal potem svetovnega prvaka v kegljišču leta 1900, ne vem, kdaj je bil 92, ki zdaj tudi uči mlajšo generacijo, zelo prijazen gospod in potem so mi razlagali, potem sem tudi še videl naprimer takšne informacije na tej sredinski fotki, se pač zelo malo vidi ena svečka in ta svečka je bila prižgana prejšnji teden, zato ker je en od ki je sam keglal v bistvu umrl in so v bistvu v njemu na čast prižgali to svečko in gori za ta svečka tam. Tako da v bistvu je taka zelo povezana, mislim, tako zelo povezani so ti ljudje, ko se tam dobiva, da vidim, da je to taka, mislim, že malo družinska zgodba, no. Mislim, da članov šteje okrog celo 100, koliko mi je rekel, malo sem ga vprašal, tudi pri Rea, enkrat mislim, da sem odnal tudi državno prvenstvo tukaj, ampak res kuhajo si posila, ful, tam posedijo, nekaj spijejo, ampak je res tako zelo prijetno, no. Vzdušje je bilo in zelo, mislim, teda meni je bilo prav prijetno, da sem tam res potem še 3 ure presedel in se malo pogovarjal z njim, ker mi je bilo zelo zanimivo slišati neke zgodbe in kako se v bistvu to povezano in kako se je to razvijalo skozi zgodovino, ne, tega, ja. No, v bistvu se potem tudi odločila, da nimava ljudi na fotografijah, razen če so nekje v odzadju, ker so tudi v bistvu nekako izbirala take fotografije, ki so zelo povedne in več ali manj na vsakem triptiku je tudi nek namig, vedno je, če boste malo boljše pogledali, je kak napis je star, v bistvu, da lahko izvemo, kje je lokacija, kako metalna napis, kak tam, tako da tudi tu v bistvu je bilo nekako dovolj povedno. Sama je kegljiška steza, pa po drugi strani tudi nekje, če na primer v sredinski fotografiji vidimo, je nekje tudi nakazana ta društvena aktivnost, ne, z nekim keglačem, ki je nekje v zadju. Ja, pa pri tej triptihu je še tudi značilno, da v bistvu greš od začetka do konca v prostor, ne. V prvem začneš to, ki je ta sredinska fotka glede na sredini keglišča in to keglišče kot sam zaključek objekta, ne. Teda v bistvu tudi tak zelo gre v prostor ta sam triptih, ne, tako da se potem tudi sestava. To se mi zdi zanimivo, da ste se v bistvu, to pa nam je vsem znano. Sva ravno prej komentirala, mogoče se zdaj še toliko boljše vidi. Govorila sem tudi v publikaciji o tem, kako se ti prostori spreminjajo. Ne? Na eni strani seveda ta zgodovina, ki je tudi pripeljala do privatizacije posameznih segmentov in za sabo je tudi potegnila, ne vem, veliko nove vsebine, manjši lastniki, tudi pač, kot vidimo, na primer te hale na dvorišču, ne, imamo tudi vedno več vrat, različnih vrat in tudi barve se non-stop spreminjajo, stavbno pohištvo se non-stop spreminja.
In na večjih fotografijah, ker nekatere sem še pred kratkim obiskal tudi v okviru drugega projekta, so že popolnoma drugačne. Marsikatere od opreme, naprimer v MTT-ju se je prodalo, je izginilo in naprimer ravno sredinska fotografija, ki jo imaš tukaj, ki si jo pač prej imela, nekdo je že v bistvu odstranil te invazivne pajesne, tako da je že v bistvu se spremenila na nek način podoba tega spomenika. Ne? V bistvu ste celoten fotoesej začeli s železnico, ker je to tudi na nek način sam začetek industrializacije. Zakaj pa ste se odločili, da bi v bistvu ravno s tem začeli in kako to povezujete s vsem ostalim na koncu? V smislu, zakaj vam je bilo pomembno, da je tu mater tudi? Ne? Ja, železnica mogoče pri industrijski dediščini nam mogoče ne pade prvo v glavo, predvsem mogoče prvo pomislimo ravno na te industrijske hale, ampak smo želeli ravno poiskati te različne obraze, kot sem že prej omenil, na nek način železnico se začne. Če železnice v Mariboru ne bi bilo, tudi industrija se v Mariboru ne bi razvijala in Maribor ne bi postal tako pomembno industrijsko središče. Mislim, da je ena izmed prvih variant za železniško traso, na primer bil Ptuj, ki je bil takrat nekako bolj pomembno mesto v tem smislu. Ampak srečno naključje je nekako pripeljalo železnico v Maribor, kaj je za posledico seveda omogočilo ogromno novega blaga, ki je prihajalo v mesto, po drugi strani pa tudi omogočilo izvoz. To drugo srečno naključje pa je tudi bilo to, da so kasneje umestili, to se pravi železničarske delavnice za južne železniške delavnice v Maribor, ki je v bistvu prvi, rečemo temu pravi industrijski objekt v Mariboru, ki je tudi prvi v bistvu dosegel to magično številko 1000 zaposlenih že v 19. stoletju in s tem na nek način tudi pospešil industrializacijo Maribora in pa seveda tudi samo rast mesta. Ne. Toliko ljudi seveda za sabo prinese še večjo potrebo po hrani, po vseh ostalih stvareh in zato je tudi to naprimer potem sprožilo gradnjo železničarske kolonije, kajti naenkrat je bilo potrebno ogromno bivališč in ena od teh zgodb, ki jih je za sabo tudi prinesla potem železnica, teh socialnih, ki jih želimo predstaviti, to se pravi po eni strani železnice, začetni segment, potem to je zgodna industrializacija, skrb za delavstvo in pa potem ti industrijski velikani, je pa ta, mislim, da kar zanimiva stvar, da je na primer v Mariboru bil ustanovljen prvi vrtec na slovenskem ozemlju, ravno v koloniji, ne, ki se tudi potem kasneje vidi na eni od teh triptihov. Ja, in pa tudi železnica, ko so se sprehajala na nek način, je tudi tak občutek, ravno tu na Studencih, te prepišnosti, ker imamo res ta pogled, ki ga mogoče v centru nimamo, ne, pač se zdi, da je proga neskončna proti vzhodu, proti zahodu in to je mogoče tako simbolično. Prvič bil na te postaje in sploh nisem vedel, da tudi zadaj da se tako razpreta postaje, da se tako odpre, v bistvu, vse pogleda na in to mi je bilo tudi meni fascinantno v bistvu videti, to in kako se res proti vse dol tam do kod gre, do tistega, ja, do Ruške, v bistvu kako daleč, v bistvu se res razposteza, proti prstu zastava. To mi je bilo v bistvu ful fascinantno videti, zato sem pač probal čim več prostorskih hod narediti, čeprav ta edino sredinska mi je bila najbolj zanimiva, zato ker je to novi shod, in da smo ta izhod, v bistvu ga na začetku sploh nismo našla, sem mogla vse okoli hoditi, da smo potem videli, da ima neki novi izhod zaradi pač korone in vsega tega in sem potem našla to zajet ta izhod, ki je v bistvu tako malo bil neviden, ampak je potem kar dober pogledal na samo železnico. Meni je tudi zanimivo v celotnem fotoeseju prav ta vsebina, ki je nekje tu dajo ti napisi. Ne? Tudi ta izhod se na nek način lahko razume metaforično. Tu pa v bistvu, to, kaj ste že prej omenjali, je v bistvu, da vas je zanimalo samo to, kaj je bilo za samo industrijo, nego kaj zdaj je, ne? In nekako to umeščate cel čas. In to se mi zdi zanimivo in zaradi tega tudi tu imamo taj
Hofer, ne, tako da tu na nek način kao ta lokacija, ne. Ja, to se v bistvu na tem intervjuju se ravno bolj vidi to prepletanje med novim in starim. Mislim, ta začetek te fasade je neobnovljen, konec gre pa čist proti staremu delu, nič se ni se spremenilo na prvi. Potem imaš sredino, ko ta pač propade TVT ta cel, ne vem, že 100 let stara in ta napis, od zadaj pa je spet Hofer. Potem imaš pa to neko čist novi objekt, ki so ga postavili, kot to mislim na neka, ne vem, sranja nafto ali kaj ima tu neke rezervarje in tako. In skozi vidiš malo tega prepletanja pri vseh teh industrij. Mislim, da najmanj pri tem doli v Melju, tam kaj razen Jager, ampak tak celi del je zelo propada. Tu pa imaš ful nekaj potem prepletanja tega novega, malo uredijo, isto tam pri tamo, nekaj uredijo, potem pustijo in je ta prepletena, vse pa so v bistvu vidno. Kak v bistvu ne nikoli celostno reši, ampak samo tako malo flika, pa malo tako, ja. Sve pa tudi mogoče eno zanimivo stvar, ki smo jo ugotovila, da v bistvu na vseh teh območjih, ne, ki so na nek način bili nekoč območja produkcije, ne, in pač doma v rokah produkcijo, ima v rokah tudi moč, ne, so pa postali več ali manj ravno za izgradnje teh shopping centrov prostori konzumacije. Ne. To se pravi, na nek način smo tudi pri nas vedno bolj potrošniki, ne, in tudi vedno manj ravno to moč zgubljamo v tem, da nekaj proizvajamo in da imamo neko pozicijo. Ne. To se naprimer tudi pri tam imamo Hofer, Lidl, potem pri TVT-u, konec koncev MTT tudi ima že Jager not in v bistvu se je posod dalo zaslediti neke te momente. Ne. Mislim, zdi se mi, da ste v bistvu šli na v bistvu kar večplastno. Tu je v bistvu taj vrtec, ne? Ja, na desni, ja. Ja. In tudi stara šola. Mislim, da ste šli res skozi te socialne, potem pa od teh nekih preostankov do kako si poimenoval to novo življenje. Novo življenje, ki v bistvu ni to novo življenje, ta nova vsebina, ki je nastala v industrijski arhitekturi, ampak bolj ta pač zapuščenost, ampak novo življenje v smislu rastlin ali pač gobice. Jaz so kar fascinirana, ne, nad tem, dejansko so zelo, mislim, na nek način seveda vsaka fotografija lahko večplastna in to se tudi več zgodb se da razbrati, ne, tudi ti, na primer, industrijski objekti, na primer v Melju, to se pravi iz 30-ih, rečemo cirka iz 30-ih leta, pa 20-30, kako izjemno svetli so, nekako prijetna svetloba je not in tudi v samem MTT-u, ko gremo v te novejše hale iz 60-ih, 70-ih, ne, vse je bilo že vezano na umetno svetlobo, ne, in tiste hale so izjemno temne, ne. Večina pa, mislim, ti prostori so kljub temu, da razpadajo, da trohnijo, zelo vabijo, ne, že mislim, ta svetloba, ki prihaja not kljub temu, da razpada strop, nimaš tega, ne vem, a priori občutka, da nisi dobrodošel, da je prostor, ki ga moraš uničiti, in s tem ravno, ko pa se še začenja neko novo življenje v njih, pa se mi zdi, da še da dodatno to neko toplino, ne. Točno to, to sem v bistvu videla takoj, neki atelje bi ti prišel na pamet, da bi bilo kar, mislim, malo bi ga opremo, pa bi izgledala že noro, ker je pač res zelo estetsko, no. Delujejo ti prostori za to naravno svetlobo, ki pada konstantno v prostor. Tako da je bilo res zanimivo to videti, jaz. No, se ravno tudi za ta pogovor mogoče ravno zanimivo v tem, kaj smo pač zraven razmišljali, ne, tudi ko si mogoče prejšnje fotografije kazala teh ogromnih praznih objektov, ne. Mislim, da je tudi na območju tega MTT-ja, ne, to se pravi teh študentskega dela so želeli zgraditi v bistvu novo galerijo, ne. Zdaj smo imeli več let to luknjo, zdaj pa se bo gradila na primer stolpnica, ne. Ampak po drugi strani, ko smo ravno govorili o tej kvaliteti svetlobe, prostorov, kako enostavno bi lahko na primer te objekte spremenili v super galerije, ne, kaj tudi pred kratkim v bistvu pokazala tudi UGM, Kibla pa že v bistvu vrsto let dokazuje z prostorom, v katerem se nahajamo zdaj, ne. Niti niso potrebni tako veliki stroški in megalomanski načrti, kot je dovolj, če na nek način samo se najde volja in se lahko v teh objektih v bistvu dogaja marsikaj koristnega, ne.
Ja, to se mi v bistvu zdi zanimivo, da ja, to pa je tudi za... Ja, to je ta cerkev, ki sem jaz prvič videl, sploh nisem, da je tu Maribor, moram priznati, ko sem prvič videl, sem wow, da je res to imamo, tako da to mi je bilo naprimer zelo fascinantno, ko sem videl, zato sem malo še jaz bolj se posebej na to skoncentriral, ker mi je pač zelo tako fascinantno, zelo zanimivo zgledano, ker ni tista običajna cerkev, ki jo vidiš če v Mariboru, ki jih imaš, tudi v Sloveniji, in mi je zato bilo zelo fascinantno, da je bilo to v Mariboru. No, se to v bistvu mogoče na prvi tudi pogled, zato so ravno iskala te različne poglede pa vsebine. Cerkve tudi mogoče ne povežemo z industrijsko dediščino, ampak je ravno zato zanimiva, ker ni ta klasična, 19. stoletje cerkev, ampak je bila tudi v bistvu vezana nekako tudi na veliko na Vurnikovo kolonijo za delavstvo, mislim, da je cirka 150 hiš vse skupaj tam in zato se tudi potrebe na nek način pokazale po cerkvi, ki je bila zgrajena 10 let kasneje, mislim, da tam 1938, nekaj takega. 38. ne? Ampak na nek način že kaže to tudi novo estetiko, mislim, to bolj izčiščenost, sicer res, da gre za neko, rečemo, da predelavo antičnega templa, nekaj podobnega je tudi malo predtem naredil, oziroma par desetletij predtem naredil Plečnik na Dunaju za cerkev Svetega Duha, ki je naredil vse v betonu, ki je bila tudi namenjena v bistvu za delavstvo. Ampak tudi samo občutek notranjosti je pa vseeno mogoče, lahko se še nekako povezuje za to industrijsko halo, izčiščenostjo, preprostostjo, pa tudi kljub temu ne deluje prazno, pač ta preprosti materiali, kvalitetna gradnja, nekaj, v čem se je tudi, na primer, odlikovala Vurnikova kolonija, čeprav je bila manjša, je pa bilo poskrbljeno za več aspektov. In tukaj smo tudi v bistvu hodili sočasno v arhitekturi, tudi tej socialni z ostalim svetom, na drugi strani pač ta železničarska kolonija, ki je pač seveda za današnje standarde nekaj povsem drugega, tudi takrat, če ni bilo WC-jev kopalnic. Ta pa je na drugi strani že razmišljala tudi o skupnih zelenih površinah, ki so v bistvu v notranjosti kompleksa bila zagotovljene park, tudi mali košček vrta od zadaj, kjer je bilo mišljeno za samo preskrbo za hrano in pa tudi konec koncev pač hiše, nekaj, kar je prek socialnega tega sklada pokojninskega bilo na nek način tudi omogočeno, da so ljudje z odplačevanjem v sklad tudi kasneje odkupili ta stanovanja. To se pravi tudi za preskrbo na stara dni, to se pravi po eni strani z penzijo, po drugi strani pa tudi z prostom bivališčem, ki je obenem kasneje tudi služil kot prostor, kjer se je proizvajala hrana. Kar se danes zelo pozablja, kljub temu, da imamo vedno več teh nekih tem, to se pravi glede, to se pravi globalnega spremembanja vremena, global warming, podnebnih sprememb, ampak je mogoče tudi ena taka stvar, ki je treba mogoče začeti razmišljati, tudi se mogoče kaže, v vedno večji potrebi po vrtičkih, ki se pa vedno znova v bistvu ukinjajo in se gradijo spet shopping centri, ko smo že prej govorili o tej relaciji, na eni strani imamo proizvodno, spreminjamo pa te prostore v mesta konzumacije, potrošnje. Hočeš ti, Janez, kaj? Ja, v bistvu tukaj ravno tu je začetek tega, tu smo začela s tem MTT-om in tu je v bistvu tudi potem smo v bistvu sredina, ker tako ful je zanimivo ta MTT, ker tako neki labirint je, sploh imaš neke oske ulice, ki greš tako res, tako se počuti res kot nekem labirintu, ko se malo sprehajal, tu smo tudi dali to sredinsko fotko, v bistvu tam tista prva na začetku veš, kaj pokaže to med novo in staro, v bistvu kako se tam jaga na enem delu in potem že spet ta mozanski MTT, hodnika hala, ki se razpoteza na celem MTT-u. Jaz tudi nisem na primer vedel, ker sem bil 3 tedne prej, sem ravno v UGM-u fotografiral to MTT, ko je imel zaključek tega Eko 26, tako je bilo, ali 28 ne. In mi je bilo zanimivo, da bi se vse povezano, kako mi je Simon pokazal to stavilo, tukaj še na notri šla in mislim, da to vse je skupaj en taki velik kompleks. Mislim, se nam ti sam predstavljati, ko se enkrat komaj sprehodiš skozi to v bistvu, koliko je to res ogromno in koliko ljudi je moglo tukaj notri biti. Mislim, jasno, da je lahko tudi toliko ljudi v
takih prostorih, ker so to res gromozanske hale. Dokler ne gre samo noti, ne predstavljati, kako je to veliko. Ja, naprimer, ki se o velikosti govoril, ta tovarna se je raztezala na 7 hektarjih, pač samo ta del, to se pravi, tudi pri Agropol so še bile neke dislocirane enote tudi v Melju, pa potem kasneje, ko so bili te sozdi, je še tudi v bistvu ta objekt pripadal Merinka in podobno v ta MTT. Je pa na nek način tudi tam, tako si zdaj razlagal, mogoče koliko ljudi je tukaj delalo. Na začetku pač ravno te industrializacije, mogoče je zanimivo povedati, pač ravno te železničarske delavnice so neka prva tak karakter Maribora, potem med vojno pa je bila predvsem tekstilna industrija, ki je šele po vojni, potem ta avtomobilska industrija, pa potem metalna in ostali nekako povozijo, oziroma niti ne povozijo, ampak dobi nekako bolj prizvok Maribor te kovinarske industrije, čeprav to pač nekako vedno ostaja. Ampak med vojnem času pa je ravno prislužilo ta nek nadimek Mariboru, to se pravi jugoslovanskega Manchestra, ravno zaradi tekstilne industrije. Hvala lepa za pogovor. Jaz bi zdaj odprla prostor za vprašanja iz publike, če mogoče ima kdo vprašanja ali komentarje za Simona Bojaneza. Ja, za Simona Boština. Koncept za industrijska rešenja Maribor je, ne veš, ki se začne, ne veš, ki se končava, imamo skozi čase, ko sta nastavnika popadala. Se pravi, izbirati te momente, ki jih je dejansko potem delal, kaj je bilo naša rešenja, se pravi, kaj izbrati, kaj ne izbrati, kaj izpustiti, ker vsega jasno nimo. Ja, mislim, dediščine imamo ogromno in ko se ravno sprašuješ o tem, tudi v primeru, kaj rešiti, kaj ohraniti in kaj pač izbrati, je vedno nekaj treba potegniti to neko črto. Mislim, video so šla predvsem na te, ko sem prej omenil, neke gigante ali pa nekaj, kaj najbolj v kolektivnem spominu ostalo, ker je bilo pač v Mariboru tudi ogromno nekih podjetij, ki so bila zelo pomembna, tudi naprimer elektrokovina je bila zelo zanimiva tudi v razvoju v bistvu te elektrotehnike, ki malo pač pozabimo, kakšni veliki koraki so bili narejeni na tem področju. V celi zgodovini, tudi zdaj, ker si malo navezal na to, kaj pač reševati v tem smislu, če sem prav razumel? Ja, mislim, ker ni na zadnje okolje nekaj zanemarja te objekte, po drugi strani vidimo primer dobrega izkoriščenja, ampak istočasno s tem, ko se nekaj dobro izkoristi za slabo uporabo tudi iz kolektivnega spomina, letijo nekateri objekti ven. In to me zanima, po kakšnem ključu si zbiral. V bistvu, kot sem že prej rekel, ravno pač te giganti po eni strani, po drugi strani pa ravno te, da so vsaj neki ti osnovni segmenti bili pokriti. V bistvu not se ta neka opečna dediščina skriva, ki jo imamo tudi v tej zgodnem 19. stoletju, predvsem to železničarsko kolonijo, potem po drugi strani ta 20. 30. ravno za temi značilnimi strehami industrijskih objektov. Nažalost nimamo več dimnikov v Mariboru, največji je bil ravno na tej lokaciji, kjer je sredinska. Ja, točno tu, mislim, da je bil 70 metrov visok Kuterjev, mislim, da so 96. kdaj so porušili nekaj takega. Če bo pa tu sprehal tam, del tega gromozanskega dimnika 6 let. Ja, sem videla, ampak je nemogoče zajeti. Smo tudi, v bistvu še tisto je tudi bilo fotografirano, vse to, ampak koliko smo te triptihe delala, je bilo bolj pomembno, da govorijo o nekem prostoru, kot pa, ker je tega res toliko zanimivih detajlov se še vidi. Je pa res, da tako se pravim, zdaj, odkar dajemo neko pažnjo zadnja 2 meseca na to, sem opazil dejansko, kako zginjajo te stvari, od tabel, napisov. V bistvu zdaj v tem času, verjetno ste tudi zasledili nekaj, naprimer v časopisju, da bi se mogoče celo del teh hal odkupil in da bi naj bil namenjen obetnosti oziroma potencialni preselitvi pekarne, kaj je sicer pod vprašajem, ampak to za sabo spet pomeni na nek način čiščenje, praznjenje. Mogoče en ta segment zanimiv je tudi ta, da naprimer zdaj ravno zaradi tega impulza, to se pravi stečajni upravitelj intenzivno prodaja še zadnje kose, artefakte na nek način z teh prostorov, da se čim prej spraznijo.
za potencialnega kupca. Ne? To se pravi nekaj, kaj je dolgo časa bilo v zatečenem stanju, kot smo videli prej na fotografijah tega pohištva, pa to, ki je na nek način bilo kot v komori, pa pač se rečemo temu, jaz njemu pravim, da se nekaj stara, pa dobiva na zgodovinski, no, vidite te stvari. Naprimer, vse to je na prodaj, ne? Traktor je že bil zmes prodan za 5000 €, naprimer, tega vozička več ni, tudi teh stolov več ni, naprimer, še par teh šivalnih strojev se še prodaja, mislim, da so cene od 100 do 150 €, če ima kdo idejo, kaj šivalnim strojem. Prosim? Ja, za šivalni stroj govorim. Za to industrijski, ja. Ja, lupine so bile po 5, ja, glavnem. Na nek način pač tudi ta ideja, da bomo rešili en objekt za sabo, sem te povedal, v bistvu prinesel tudi, da se hitreje vse ščisti pa sprazni, ne. Tako da mislim, da je v Mariboru še ta pač sreča, da po eni strani imamo še te zapuščene objekte, ne, ki so v bistvu za zgodovinjenje najbolj hvaležni, ne, ker pa je nekaj novo, ko se je tam zaprl, doben ni gledal na te stvari kot joj, tam pa je pisarniško pohištvo iz 70-ih, ker so ga vsi imeli. Ne. Leta 2021 se pa kupuje to v antikvariatih po par 100 €, ne. Koliko se je pač ta stvar zamenjala. No, glavnem pač, če nadaljujem, po drugi strani pa potem še to tudi povojna dediščina, to se pravi tudi, rečemo, predvsem tama, metalne, to je bilo en tak pomemben segment, ker je tudi, naprimer, tam metalna, tudi v tem socialnem smislu, oziroma tudi delavskih gibanj, na nek način je ravno v 90-ih, oziroma konc 80-ih že bil, mislim, da leta 89 je bil ta pohod v center, ali 88. Misliš, ta največji delavski protest? Ja, ja. 88, 89, pa je v bistvu par tisoč delavcev zapustilo tovarne in šlo enostavno v mesto in blokiralo vse. Blokirali so tudi železniško postajo in zahtevali poseben vlak, da se grejo sindikalisti pogajati v Ljubljano, ne? Ki je v bistvu na nek način kazalo tudi to moč količine pa povezanosti ravno še delavstva. Po drugi strani pa je tudi začelo kazati pač prvo te razpoke, ki so pa kasneje na nek način pripeljali do trenutnega stanja, tudi tega, da se zdaj nahajamo na nek način v tem prostoru in ga uporabljamo za povsem druge namene. Ne. Jaz osebno nekako zagovarjam, zdaj bom kratek, ravno to raznoliko uporabnost, ne, prostorov. Na nek način marsikateri od teh prostorov se še vedno uporablja za proizvajanje in se tudi relativno, če je uporaben prostor, naprimer za varenje, se v istem obsegu še vedno ohranja, ne, se tudi vzdržuje in to sploh ni slabo. Ne. Nekatere stvari, ki pa so mogoče zastarele z tehničnega stališča, pa mogoče niso tako pogoste, jih je pa nedvomno smiselno za zaščititi kot industrijsko dediščino, ne vem, varianta muzeji, naprimer kot so neke kotlavnice vezane na paro, verjetno nihče jih ne bo uporabljal več na ta način, ne? Razen mogoče muzejske, turistične namene, sigurno pa ne za proizvajanje, ne vem, pare. Čeprav, glede na to, če bo energija postala spet predraga, glede na to, da so tudi večina tekstilne industrije stroje so gnale kotlavnice, bomo videli, mogoče pa bo kurit bukove gozdove za proizvajanje energije spet postala v bistvu popularna. To je bil moj kratek odgovor. Mogoče ima kdo še kakšno vprašanje? Jaz sem samo razna takaj razmislek. Zakratimo sem naredila na en koncept, da se nisem slišala na masko. Ja, prosim, ker te mi slišim. Strukturirane spadanja, ki je bil vezan izključno na zgradbe, stavbe, ustavajočih gradov, dvorcev in tako dalje. In razmislek o tem, ali bi res želeli dobiti simbole burozije, vredništva, ali raje pustimo pot, da gre naravi, ali čirokoli, da gre naravno pot in samo kako zaščitimo objekt, ki ga
Oziroma, to je zanima, da se mi zdi, da bi morda sodilo v ta koncept, ne, ampak v pozitivnem pomenu. Ja, pa kuracija spomina, ki je ostala v tem smislu. Ja. Tako da, Vse to je zanimivo, mislim, to je tudi ena, kaj se dosti krat sam naletim na ta odnos, ne. Nekaj časa mogoče ljudje imajo še ta spomin, ampak ko so pa enkrat stavbe zanemarjene, pa se mi zdi, da zelo hitro tudi lokalnega okolja pride do pritiska, boljše je to podred, pa narediti spodobno parkirišče, kot pa da imamo nepobarvano halo, ne. In to mi je zelo zanimivo, v bistvu, kako se hitro nekako tudi ta spomin, ne, boljše pač skriti to svinjerijo, kot pa da imamo to, ne vem, magari kurirano razpadanje, ki vseeno pač pušča nekaj spomine, ne. Mislim, da je tudi lep primer tega, to območje mariborskih zaporov, ne, ki tako malo po malo v bistvu zginjajo, pa vsak je potem malo nekje odzadaj skrivno vesel, ja pa so zdaj vsaj tam malo uredili z novim Lidlom, pa predtem jaz so se tam Europark naredil, da so skrili to obupno stavbo, ne, in koliko pač prijemo do tega, ravno do substance tega, pa se dejansko sprašuješ, a je smišljeno še zdaj umeščati vsebine v ta objekt, če je že dejansko totalno degradirano, spremenjeno, ne. Tako da ja, je pa zanimivo razmislek glede tega, ja. Sej to, mislim, da tudi je ena stvar, da se vedno, ne vem, tako je tudi bilo v dediščini, ne vem, se tudi konec koncev niso vedno spoštovali srednjeveške dediščine, ne. V bistvu do 19. pa pač v naših prostorov, do 19. stoletja je bilo to nekaj, kaj je trebalo čim prej odstraniti, ker je grdo, ker se zarašča. Ja, pa tudi konec koncev podirali, ne, mislim, gradovi so bili kamnolomi, se konec koncev tudi še ta dvorec Novo Celje je zelo zanimivo, ki je že sicer en ta simbolen moment, oni so na primer rušili prav stari grad Celje, ne, da so grajevali kamne not, da bojo naredili novo Celje, ne, pa to 18. stoletje pa so že bile opeke, ne, in tudi v zapisih je na primer na velike stroške so to delali, tako da je že ta nek hibridni odnos. Bomo imeli nek odnos do teh zgodovinskega kamna, ne, ampak spet je bilo še samo kamenje, s katerim so gradili, ne. Jaz sem v bistvu odporna, ne, te zavetnice Marja, ne, boginje rimske, bi naj bil tempelj, nekje na, zdaj pa izven Ljubljane, po vrhu, ker sem ne, in se bojim, mislim, je kamenje, potem bilo tudi najdeno na Ljubljanskem gradu, ne, da se to je bilo tudi poganstvo, ne, pa sem materij, da ni tega odnosa, v bistvu bilo nikoli, ne, da je bilo treba Praksa je skoro odlični cerkev, ko so gradili, so te pač na nek način degradirali, kot materialov, ko so degradirali, tako kot se oziroma se tikotno zaomenila stare, recimo hišne temelje, da se cerkev začeli graditi na tem, ena je notarna, simbolična degradacija, drugo pa lahko seveda popolnoma ne znanje, pač kam nekam pride prav, ne, in seveda to naredi zavestno, ali ne, lahko je seveda tudi nek poseg, veliko tako mislim stavbo, grozna stvar, lahko pa seveda imamo tudi primer, se kdo pravi, da zdaj tukaj mi započnemo, probamo nekako poživljati, kot sem tam nekako, da še čas bo pokazal, kako dobri kuratorji smo bili naše dediščine, ne, ali da čez 30 let govorili o kibli v prostoru starih industrijskih velikanov. Dobro, mogoče ima kdo kakšen komentar ali vprašanje, ali bomo zdaj zaključili? Ne vem, koliko je ura. 10 bo. Aha, ok. Ja. Zanima me, kako ste bila sprejeta, kam sta prišla? Sta bila občutek, da sta nezaželjena, da sta na poti, ali so bili veseli tisti, ki so bili tam? Ali delavci novih podjetij, ali jaz ne vem, če so pač čuvaj, ali varnosti? Mislim, do neke mere, zdaj na primer z MTT-jem sva bila dogovorjena, z ostalimi pa ne, ker so tudi v bistvu te objekti na nek način že, ne vem, na primer tam, na primer območje Tama je že v občinski lasti, to se pravi infrastruktura, na primer, ne, to se pravi, da se lahko ti sprehajaš po Tamu, koliko ti je volja, ne. Tudi v TVT-ju, ne vem kakva je taka bolj siva cona, vidi se, da so zelo domači, ne, tudi ko sva se sprehajala, ko so ljudje prihajali iz delavnic, na nek način je to vseeno industrijski obrati so, ne, in je tudi ogromno materijala naloženega zunaj, ne, bodi si železa, ne vem, česarkoli, aluminija, ne, in po mojem tudi marsikdo
se tu v TVT-ju sem imel malo tako občutek, da ni bilo največje dobrodošlice, ker se tudi ljudje bojijo za svoje stvari, ne? Mislim, midva pa smo tudi hodila od zadaj čez ograje, pa malo okrog, pa naenkrat se srečaš skupino delavcev, pa tako kot ste se pa vidva vzela, ne? Ja, pa ljudje tudi ne vejo, jaz sem imel kamero naprimer ob sebi, tudi ne vejo, kaj za človek za kamero hoče, ali inšpektor, ali nekaj, prega dokumentira to, kar ni vredo, da za malo čudni pogledi so že bili, ampak ni bilo pa nekaj, da bi zdaj to kaj posegal, ali bi nekaj pripovedal, ne. Bi so razen tam edino pri tudi TVT-ju, ne, kako je že tam imajo edino zavarovana neka območja, ki prav piše, tam zdaj nismo nekaj ful posegala v te prostore, ponekod smo tudi vprašala, varnostnika je rekel, da lahko, načeloma bi šla samo not pogledati, ampak da bi se mogli za kaj več zmeniti, ne, z vodstvom, tako ja, mešano. Ampak mislim, da so bila najboljše sprejeta pri Keglačih. Ja, tam je bilo pa presenetno, ampak ker ja, sploh ni bilo problema, tako so nas že not povabili, da tam je bilo zelo neseljivo, takaj spila, bo ta ostala. Da. V bistvu so pa povedali, mogoče pa lahko to narediva uslugo, da iščejo mlajše člane, da jim to primankuje, tako da če želite ohranjati to tradicijo, pa zelo je fajn, pa novo progo imajo, ne, to so še povedali, tako da idete pogledati. Dobro, jaz se še enkrat zahvaljujem. Pa bi vas v bistvu vse povabila, da mogoče počasi gremo spodaj, ker bo nas tamo Barbara iz Lakar, iz projekta Industriopolis, peljala na enourno vodstvo po Studencih. Malo bomo si pogledali tudi železnico, pa mislim, da mogoče tudi železniško kolonijo, mislim zdaj 100%. In potem Oni drugače v okviru tega projekta su naredili eno vodstvo po industrijski dediščini Maribora, ki bo trajalo 8 ur. Mi pa bomo zdaj samo en manjši odsek tega zdaj lahko poslušali. Tako da, evo, vabljeni, da se malo pretegnete, pa da gremo vsi nasprej. Seveda, lahko se tudi zamete knjižnice. Hvala.